Je ljubljanski župan Zoran Janković finalist ljubljanske tajkunizacije? Komentar dneva Miha Jazbinšek. Na moje sporočilo za javno številka 2 sem dobil prijazno pismo iz Jankovićevega štaba, da verjamejo, da z Janševimi nimam nič in da naj v sicer spoštovanje vrednem besednjaku projekta Preprečimo tajkunizacijo Ljubljane ne uporabljam teh Janševih bolševiških terminov, kot je tajkun, saj meče v en in isti koš celo gospodarstvo. Pa mi je res bliže recimo ropanje, ne? A tisto nima predznaka, kateri tajkunski gospodarstvenik žanje sadove tega ropa. Ko pa sem iz medijev razbral, da se je Janković odrekel uporabi termina tajkun in da se je tajkunizacija v Sloveniji začela z dnem, ko sta mu prijateljska tajkuna Bavčar Šrot preprečila menedžerski prevzem Mercatorja, sem se odločil, da to narcisoidno bahaštvo prekinem in vam vendarle predstavim enega od začetkov ljubljanske tajkunizacije, v kateri igra Janković zaključni finale na račun lastniških in bivanjskih upravičen prebivalcev Brilejeve ulice v Dravljah. Njihove garaže naj bi se porušile, da bi bil prostor za tiste od prevelikih 3 stolpnic. Zato Jankovića in Forum 21 javno pozivam, da s pomočjo predsednice LDS Katarine Kresal sproži postopek za ugotovitev ničnosti dokapitalizacije gospodarskega razstavišča DOO z dne 12.6.2000, saj gre za njihove takratne akterje. Županja Vika Potočnik, direktor Igor Omerza, nadzornik Andrej Toš, ki so še tudi kot Daničini kadri nadaljevali to zgodbo vzporedno z izgubo Trga Republike, SIB banke in holdinga. Dokapitalizacija je bila izvedena brez odločitve mestnega sveta MOL v nasprotju z določili zakona o gospodarskih družbah, zakonodaje z področja lokalne samouprave in javnopravnih financ s stvarnim vložkom 57 parcel v vrednosti 3,6 milijard cit na škodo mestne občine Ljubljana, konkretno v Dravljah za šolstvo namenjena parcela številka 124/26 kao Dravlje, zelenica 14.049 metrov kvadratnih. S pridobitvijo parcele nazaj v last MOL bi se v Dravljah lahko uresničila vizija kultivirane, bivanjsko, neagresivne gradnje neprofitnih in tudi varovanih stanovanj v aranžmaju javnega stanovanjskega sklada MOL. Ali pa vizija gradnje potrebnih šol. Zaenkrat se župan obnaša le kot dober gospodar v interesu Lesnine inženiringa DD, ki je v mestnem času postala lastnica te parcele in ki je po letnem poročilu za leto 2006 vrednoti po modelu nabavne vrednosti v višini 415,019 milijonov sit. Ta bagatelni vložek v zemljišče, 120 evrov na meter kvadraten, ne upravičuje izsiljevanja z 18 etažami in skoraj 500 stanovanji, ki ga Lesnina izvaja z naročilom prostorskega akta, Janković pa izvaja zastraševalno proceduro. Ali ima izsiljevanje kakšne posebne okoliščine še iz časa županje Simšičeve? Ali pa se je na 3 stolpnicah župan našel z Bavčarjevo linijo v LDS? Ali pa gre za nove okoliščine izsiljevanja skozi proračun neregistriranih donacij? Ne vem. Lesnina in njeni isti projektanti imajo slabe reference na občutljivih lokacijah. Glej Gradaških 12 v Krakovem na njihovi spletni strani.